Pavlo, hvala tudi za pripravljeno osnutek našega mnenja Agri odbora. Kot je bilo rečeno, govorimo o CETA sporazumu med Kanado in Evropsko unijo. Že ko smo sprejemali v letu 2017, smo radi poudarili to, da sprejemamo sporazum med Evropsko unijo in Kanado, ki sta si zelo blizu, tako po samem stanju demokracije, po spoštovanju visokih standardov, kar se tiče kvalitete hrane na eni strani, na drugi strani tudi okoljskih standardov. Zato je lahko mirno rečemo, da to je eden najbolj vključujočih in trajnostnih in pa tudi ambicioznih trgovinskih sporazumov, kar jih je Evropska unija doslej sklenila. Na področju kmetijstva je sporazum prinesel veliko sprememb in novosti ter dosežkov za obe vpleteni partnerici, kot smo slišali 26% povečanje izvoza iz Evropske unije v Kanado je velik napredek, vsekako pa so tudi izzivi, ki jih je treba prihodnje nasloviti. Naj omenim eno in drugo, najprej dosežke z področja kmetijstva, zagotovo je odprava tarif za velika večina izdelkov z področja kmetijstva, ki se trgujejo nekaj pomembnega in enostavno pomeni cenejši dostop do novih trgov. Omenjeni bil dostop do trga mlečnih izdelkov, ki je še zdaj pod določenim pritiskom samih province, vsekakor pa ima Evropska unija po tem sporazumu dosti lažji, boljši dostop do tega trga. Prav tako pa zelo pomembno, da je približno 140 evropskih geografskih označb sedaj zaščitenih v Kanadi, kar pomeni, da so znane te znane prehrambene specialitete ne more biti ponarejene ali zlorabljene na tem trgu. Kar se tiče sanitarnih in pa fitosanitarnih mer, CETA prizna visoke standarde varnosti hrane na obeh stranih in vključuje mehanizme za reševanje morebitnih težav v zvezi s problemi na tem področju. Poročevalec v svojem mnenju opozoril na določene pomanjkljivosti pri izvajanju sporazuma, predvsem kar se tiče konkurenčnosti evropskih in pa tudi teh diskriminatornih ukrepov na trgu vina in žganih pijač, kar bo zagotovo treba nasloviti in pa tudi urediti v teh odnosih. Pri izvajanju sporazuma CETA in krepitvi sodelovanja so še nekateri izzivi, konkurenca, predvsem mali lokalni proizvajalci se soočajo z ostrejšo konkurenco. Izziv je tudi to, da imamo precej različna stališča do gensko spremenjenih organizmov na obeh straneh Atlantika. Pri skladnosti standardov še kljub priznavanju standardov varnosti hrane obstajajo pomisleki glede tega, kako se bodo ti standardi v praksi upoštevali in kako se bodo spopadali z morebitnimi neskladnostmi. Okolje, tu se vedno pojavi to vprašanje, povečana trgovina, povečan vpliv kmetijstva na okolje. Zaključim s tem, da vsekakor lahko mirno rečemo, da je ta sporazum prinesel precej dobrega za kmetijstvo, so še nekateri izzivi na obeh straneh, vsekakor pa mislim, da bodo zelo pomembne izkušnje tega sporazuma CETA za ostale pomembne trgovinske sporazume, ki prihajajo, kjer pa bomo delali sporazume s tistimi, ki nimajo tako enakovrednih standardov na številnih področjih, kot imata Kanada in pa Evropska unija.